zjutraj Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep dan se nam obeta. Naj sonce bo nevihta, naj dežuje, naj sneži, lepo je vedno med prijatelji. Pod čarobnim dežnikom sem nam je lepo, pojemo, plišemo in se zabavamo. Pod čarobnim dežnikom čarovnija je, dežnik se vrti, še ti zavrti se. Vitka! Moja mama, zlata mama, mami čudesna. Sonce je, ki zame sije, rada me ima. Kadar žalost me objame, ko težko mi je, me v naročje svoje vzame in poljubi me, slabo voljo z lica obriše, boža mi glasi, na obraz nasmeh nariše, sonce spet prižge. Uha pereš i velika, rada to počne, da še mene kdaj zamika in pridružim se, ker me pridno je učila. Zdaj veliko znam, da jo bom pa prekosila, tega ne izdam. Moja mama, zlata mama, mami čudežna. Sonce je, ki zame sije, rada me ima. Ko odrastem tudi sama, mama bi bila taka, kakor moja mama, mami čudežna. Včasih, ko ja ti reče, da nam je lepo, solza ji po licu steče, a ni nič hudo, ona temu pravi sreča, zraven se smehlja, srečna, da stanuje sreča, kar pri nas doma. Moja mama, zlata mama, mami čudežna. Sonce je, ki zame sije, rada me ima. Ko odrastem tudi sama, mama bi bila taka, kakor moja mama, mami čudežna. Taka, kakor moja mama, mami čudežna. Ejoj, kako je lepo zapela Tija o mamici. Krasno. Kako Zelo lepa lepo. pesmica. Ja. Ejoj, mame, kako so res čudežne. Mama je ena sama. Ja, res. ja, res. In tudi oče je eden sam. Tudi, ja. Ja, Ampak bratco pa sestrici pa lahko nič ali pa več. Nič ali pa veliko, ja. ja, res je, bravo, Marli. No, kako super. A veste, kaj smo sedaj sestavili? Sestavili. Kako se reče, če sta oče in mama in pa kakšen otrok ali pa več otrok?
Kako se temu reče? Ja, družina? Bravo, res je. Ja, družina, Veda, ja. veda. A kaj veste o družini? A veste morda, kakšne družine poznamo, pa kako jih delimo, pa kako so sestavljene? Velike in majhne. Ja, lahko bi tako rekla. Ja. A bi Vida rada slišala še več o družini? Ja, seveda. No, potem pa napnita ušesa in pozorno poslušajte. Bova. Družina je nekaj najpomembnejšega. Vsak izmed nas ima svojo družino. Predstavlja nam varnost in ljubezen. Družina je oblika skupnega življenja. Je skupnost staršev in otrok, tako kot smo rekli, a ne? Ja, člane družine povezujejo sorodstvene vezi. Nekateri postanejo družina, ko se odločijo za skupno življenje ali s poroko. Družina nastane tudi z rojstvom otroka ali s posvojitvijo, čisto odvisno, ne? Življenje v družini je prijetno, če se imajo družinski člani radi, se spoštujejo in se med seboj pomagajo. Vsaka družina se spreminja. Ja, Kako se pa lahko družina Ja, poslušaj. Družina se spreminja, ja. In pa družine pa so lahko tudi zelo različne. Razlikujejo se glede na velikost. Ločimo majhne družine in velike družine, tako kot si rekel, Marli, ja. Majhne družine so tiste, v katerih živijo do 4 družinski člani. Velike pa so tiste, v katerih živi 5 ali več družinskih članov. Družine se med seboj razlikujejo. Lahko jih razlikujemo glede na velikost. Ločimo majhne družine in velike družine. Majhne družine so tiste, v katerih živijo do 4 družinski člani. Velike družine pa so tiste, v katerih živi 5 ali več družinskih članov. Vrste družin ločimo tudi glede na to, kateri družinski člani živijo v njej. V Sloveniji je najpogostejša ožja ali jedrna družina. Tu je družina, v kateri živijo otroci skupaj s starši. Te imajo ponavadi člane družine 2 starostnih obdobij. Take družine so družina z več otroki, družina z enim otrokom ali enostarševska družina, kjer je en starš, mama ali oče, en ali več otrok. Ja, Se pravi, mama in otroci. ja, Ali pa očka očka in z otroci. otroci. Tako, tako je. Z otroki, ne? z otroki, seveda. Ja, ja, bravo. Ja. Ja. Vsako družino pa sestavljata vsaj 2 generacije. Otroci ali en otrok in starši. Vsaj en starš. Ne? Vsi starši nimajo svojih otrok, ker jih nažalost ne morejo imeti. Zato se odločijo, da si družino razširijo na različne načine. Ja, starši lahko otroke posvojijo. Lahko jih posvojijo iz države, kjer živimo, torej Slovenije, ali pa jih posvojijo iz oddaljenih dežel. To je še bolj zabavno. Posvojiteljica Maja Štamolj-Drolc je z možom Stanetom posvojila Žani in Dilsi iz Gvineje Bisau. Kje pa je to? Oddaljena dežela. Ne? Živijo, jaz sem Žani. Živijo, jaz sem Dilsi. Kako se pa pišeš, Dilsi? Deklici, ki sta se rodili v afriški državi Gvineji Bisau, sta nov dom našli pri Maji in Stanetu. Za posvojitev smo se odločili iz tega razloga, ker nam po naravni poti ni ratalo. In logična posledica nekje je bila, da pač greva v posvojitev, zato ker je bilo moje mnenje, da ne bi rada prav posegala v svoje telo, se pravi z umetnimi oploditvami. Žani in Dilsi, ne glede na to, da sta stari 4 in 3, dobro vesta, kdo sta njuni biološki mami.
Pokaži, kje je tvoj odet, tam gor. Tam. Pa kje je Marciano? Dino, mami. Kaj Tukaj je Odet, tukaj sem jaz, Marciano je tole, Odet je pa tistole. Posvojitev je predlagal Stane, Majin mož, ki je želel, da žena občuti čar materinstva. Tudi moram reči, da nisem ravno blazne želje imela, da bi ravno bila mama. Potem je pa moj mož bolj bil nekako navdušen in sem mu zelo hvaležna. Družina je zdaj popolna, o novi posvojitvi ne razmišljata, saj imata že z deklicama polne roke dela. Smo pa Mavrica. Od bele do črne je veliko barv in v tem uživamo. Maja pravi, da se njena materinska vloga popolnoma nič ne razlikuje od tiste, ki bi občutila, če bi rodila po naravni poti. Jaz nimam prav nobenega občutka, da bi bila za kaj prikrajšana, ker sama nisem rodila. Družine pa se lahko odločijo, da otroke vzamejo tudi v rejništvo. In takrat se taka družina imenuje rejniška družina. Ti otroci imajo svoje prave starše, vendar zanje ne morejo skrbeti. Spoznali smo že vrste ožjih družin. To so bile vrste ožjih družin. No, pa ponovimo. To so družina s enim ali več otroki. Se pravi, mama, oče, otrok ali več otrok. Tu moramo povedati še, da se družina z enim otrokom, torej en otrok in mama ter oče, imenujejo tričlanska družina. Ker so trije. Ja, saj če jih preštejemo, no pa dajmo. Mama, Ena, pa oče dva. in otrok. So trije, a ne? Saj to je logično. Ja, čisto logično, ja. Kjer imata oče in mama dva otroka, pravimo, da so štiričlanska. Bravo, tako, štiričlanska družina. Štiričlanska. Ja, vedno preštejemo vse člane in ugotovimo, ja, za kakšno ožjo družino gre. Tako je. No, Marli, ena naloga zate. Če imate oče in mama 4 otroke, koliko članska družina so? Saj se kecaš, kako ne bi vedel tega? No, 2, mama in oče sta 2, plus 4 otroci je 6, torej je to 6 članska družina. bravo, Marli, bravo. No, Tjaša, še zate naloga. Še jaz. Če imata oče in mama 3 otroke, koliko članska družina pa so oni? Aha, oče in mama sta 2, plus 3, 1, 2, 3, 4, 5. Bravo! 5-članska družina. Čestitke, super sta dojela, super. No, rekli pa smo, da poznamo tudi razširjeno družino. Ja, to pa je družina, kjer poleg ožje družine sestavljajo še stari starši in ostali drugi sorodniki. Ja, gre za skupnost 3 generacij. Poznamo pa še dopolnjeno ali vzpostavljeno oziroma sestavljeno družino, kjer skupaj živijo otroci, en starš, mama ali oče in pa nov partner mame ali očeta. Tako, novemu partnerju mame pravimo očim. Novi partnerki očeta pa pravimo mačeha. Zlobna mačeha. Ja, sliši še zelo zlobno, ampak Vedno je niso. v pravljicah zlobna mačeha. Ja, niso ampak vse v resnici zlobne, pa ne. ni tako. Ne. Ne, ja. No, takšni skupnosti se lahko pridružijo tudi otroci novega partnerja ali pa imata nova partnerja tudi skupnega otroka. To mora biti potem šele velika družina. Potem kar naenkrat rata ogromna, velika, sestavljena družina. A ne? Ja. V preteklosti pa so bile družine večje kot danes, imele so več otrok. Leta 1993 je Generalna skupščina Organizacije združenih narodov 15. maja razglasila za Svetovni dan družine in tako poudarila pomen te temeljne družbene celice.
tudi družina ima svoj praznik. Ja, tudi. Poglej, ko smo se pogovarjali tudi o praznikih. Ne? Tako je, no, Se pravi, evo. je to mednarodni praznik? Ja, tako je. Ja. Miha, hvala, ker si nama toliko novega povedal o družinah. Ja, malenko, z Sploh veseljem. nisem razmišljala o tem. Koliko različnih družin imamo. Ja, Pa vsem se reče družina. ja. Ampak mi si tudi včasih rečemo, da smo družina, a ne? Tudi neke Ker se vrste, imamo ja. radi, ker smo prijatelji in smo taka prijateljska družina. Tako je. Tako. In kaj zelo radi skupaj počnemo? Igramo se. A se gremo malo igrati? a? Ja, gremo. Ja. Seveda. Super. Ali ni Miha rekel, da ima za naju igro? Zdaj pa tukaj sedimo. Ja, se imam za vaju igro. Maš, kje? Ja, za vaju sem pripravil igro. Na mizi je, obrni list. A ja. Obrni list, Jaša. Aha. O, Evo, za poglej. vaju sem narisal želvico. Ja. No, sedaj pa pozorno poslušajte. Igra gre tako. Za igro potrebujeta dve barvici, oziroma kolikor je igralcev. Evo, vsak si izbere svojo barvo. Tako. In potrebujemo igralno kocko. Lahko imata vsak svojo ali pa eno si delita, kakor želita. Evo, vsak svojo bo najlažje. In na list papirja sem za vaju narisal želvo. Res. Aha, in kaj ima ta želva narisano na oklepu? Napisano maj. No, kaj je napisano na oklepu? Ogromno nekih številk. Številke so, tako je. Evo, ampak številke imamo tudi na kocki, kaj ne? Aha. No, sedaj pa gre igra tako. Če Marli vrže kocko in vrže številko 1, obkroži vse številke 1 na želvi. In potem je na vrsti Tjaša. In če Tjaša vrže številko 2, obkroži vse številke 2 na želvici. In tako naprej. In tako se igra nadaljuje. Če vržeš številko, ki je že zasedena, je na vrsti drugi igralec. Tako. Spustiš krog. Ja, je na vrsti naslednji igralec in tako naprej. In zmagovalec je tisti, ki ima na koncu igre, ko zmanjka vseh številk, ki ima največ obkroženih številk. Ki ima največ krogcev, ja, tako tisti je zmagovalec. Dobra No. igra. Ajde, Marli, boš ti začel? Lahko. No, pa daj. No, pa gremo. Da vidimo. 5. 5. Kar lahko. Kroži vse petke. Koliko jih je? Super. Ja, to moraš pa kar dobro pogledati. Vse. Ja, Mislim, da si, ja. Dobro, veliko petk. Se pravi, to so številke od 1 do 6, toliko, ena. kolikor je tako. pik toliko. na kocki. 3. 1, 4, 5, 6, 7, 8. Koliko droj. Mislim, da sem vse obkrožila. Tudi jaz mislim. In zdaj zdaj spi. sem jaz. Dvojka pa še ni zasedena. Ne? Dvojka. 3, 4, 6, 7. Koliko dvojk? Wow, Marli. Kar 9. 9. Sedaj pa jaz. Petka si že ti obkrožil. Je pa že zasedena. Ja, je in zasedena in zdaj Marli. si ti. Aha, Aha, 4 tudi še ni zasedena. ne. Jaz kar oblačke rišem. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mislim, da je kar, ne? Ja. Se pravi, še 6 in 1 sta samo še na voljo, no? 6. Vidim. bravo. Kaj ste videla? Prišepnila sem kocki. Me poslušala. Na srečo. Aha. In obkrožimo vse šestice. Če pa kakšno pozabiš, jo pa lahko obkroži. Ja, jo pa Drug. lahko obkroži Dober, vsak ja. tekmovalec, ja. Aha. Daj pa samo še. Enka manjka, da vidiva, kdo bo prvi, ki bo vrtal. Ali si Bravo! videl?
Ne. Kako vam gre hitro? Kakšna dobra igra. Super, kaj ne? Ja. Wow, Bravo. konec je, poglej. No pa preštej ta krogce. Kdo jih ima več? Jaz bom modre štev. No, daj preštej. Ene 30. Bravo, Marli. Veliko modrih. Malo pa še O, misliš, da bo moj? Mojih bo pa po mojem manj, ker sem, vse veš, petkova, da en, dva, tri, štiri. Mislim, da jih je samo 17. Zelo dobro. Ampak si- Marli je O, zmagovalec. bravo, Marli! Čestitke, Ampak bravo. si imela malo nesreče. Ne, pa dobro, bova pa naslednjič poskusila znova. Tako Ja. kot človek na jezik, vse, ker se večkrat lahko to igraš. Tako, Super igra. Hvala, Miha. Odlično, me veseli, da vam Ja. je všeč. Mislim, da se tudi otroci lahko to doma igrajo, ne? Kaj ne, Seveda. Miha? Seveda. Lahko narišete kakšno drugo žival in seveda še več številk. Tako je. In Napišete. poljubno število številk lahko je enk samo 5 in dvojk 12. Ja. Različno število, ja. Še nekaj sem se spomnila. Lahko je tudi do 12 so številke, ker lahko mečeš z dvema kockama. Ja. Ne? Če bi sedaj vrgla, vidiš 8 in bi 8 potem obkrožila, ne? O, tudi lahko. Odlična ideja. Super! Neskončno zabave. Ja. Tjaša, you never told me, do you have a husband? Nisem ti še povedala, imam moža, ja, imam moža. What about children? Children, otroke, ja, imam 2 otroka. You have 2 sons, 2 daughters, 1 son, 1 daughter. Če imam 2 sinova ali pa 2 hčerki, ne, imam enega sina in eno hčer. One son and 1 and daughter. 1 daughter. Okay, so you have a family. Ja, imam družino. Very good. But, well, okay, the truth is, you don't really need a mother and a father and 2 children to have a family, right? There are many different families. Ja, ne potrebujemo mamo, očeta in 2 otrok, da je družina, ker obstajajo različne Yes. družine. The most important thing is that you are surrounded by people who love you and who you love, right? Ja, res je. Najbolj pomembna stvar je, da imaš okrog sebe ljudi, ki imajo tebe radi in jih imaš še rad tudi ti. Yeah, Ja. that's right. In to je Family. family. This is family, družina. Yes. Okay, so you know what family is. What about husband? Mož, soprog, Yes, very good. Children, children, otroci, son, son, sin, daughter, daughter, hčerka. family. Družina, Yes. family. What about love each other? Oh, love each other. Imeti rad drug drugega? Yes. Se imeti rad. Yes. That's the most important thing there is. Ja, to je res najbolj pomembna stvar v bistvu na svetu. V rubriki Zvezde pod čarobnim dežnikom se nam lahko predstavite vi, otroci in mladostniki. Veseli smo vsakega posnetka, ki nam ga pošljete. Pa si poglejmo današnjo zvezdico.
Dragi otroci, če znate tudi vi plesati, peti, igrati na kak inštrument, lepo risati, se voziti po zadnjem kolesu s kolesom ali kaj posebnega, pošljite nam vaš posnetek na našo Facebook stran ali pa na e-mail, ki je spisan tukaj spodaj. In z veseljem vas bomo predstavili v naši oddaji. Le kdo ni ljubitelj vrtavk? Jaz sem in danes bomo skupaj naredili eno zelo preprosto. Potrebujete karton, nož, tukaj vam bodo pomagali starši, neko pisalo, škarje, flomastre, modelček za to, da bomo narisali vrtavko in pa kovanček. Jaz imam tukaj kovanček za 20 centov, lahko tudi večjega, manjšega od 5 centov pa ne. Tako, kaj bomo najprej naredili? Najprej bomo vzeli modelček, ga postavili na karton in ga obrisali. Tako. In sedaj strižemo. Zdaj pa nanjo narišemo vzorce in ko se bo naša vrtavka vrtela, bo res izgledala čarobno. Najbolje je, da narišemo kakšne takšne vzorce. Takšni vzorci naredijo še bolj magično vrtenje. Boste videli. Enega sem naredila tako. Tukaj, na tega, ki pa je že malo, boste videli zarezen, bom pa naredila takega polžka. Pa si poglejmo, tukaj sem že naredila zarezo za kovanec, naredim še na tega in sicer na sredini zapičimo nožek, takole. Pogledamo, če se prilega našemu kovancu, drugače ga malo pritisnemo. Aha, ta je zdaj že pripravljena. Zagrabiš zgornji del in zavrtimo. Ste videli? In sedaj še polžka. Ta se pa še lepše vrti. Ste videli ta lepa spirala oziroma polžek? Je res tako zelo čudovit, ko se vrti. Kako preprosto, kaj ne? Kar veselo nedelo. Vse imate zagotovo doma. Karton se vedno najde. Kovanec vzamete mamici nočku, seveda mu morate prej povedati. Pomagati vam morajo zarezo z nožem. Škarje, flomastre ali vodenke, voščenke, barvice, kar želite. Modelček in veselo nedelo. Pozdravljeni. Danes se boste z menoj, z profesorjem Marlijem, pogovarjali o jajcih. Ali vam je že kdo rekel, da se jajca ne da stisniti, ne da bi se zlomilo? Res? No, nalagali so vas. Danes vam bom dokazal, da se jajce lahko stisne, ne da bi se razbilo.
Potrebujem kozarec. Kis. Kis, ki ga vaše mamice in morda tudi očki uporabljajo za vlaganje. Počakajte. Potrebujem pa še vrečko ali folijo, kuhinjsko gumico in žlico. Kaj bomo naredili? Takole. Povsem preprosto je. Kis. Kako zapeče v nosu. Previdno nalijemo v kozarec. Kozarec je lahko moder, lahko je prozoren, lahko je tudi zelen, rumen ali pa uporabite kar najljubšo skodelico za kavo svoje mamice. Jajce položimo v kis. Ker bo jajce počasi priplavalo na površje, ga obtežimo z žlico, pokrijemo s folijo in previdno zatesnimo z gumico. In sedaj jajce pustimo počivati. Videli bomo, kaj se zgodi jutri zjutraj, čez 12 ur. No pa da vidimo. Dobro jutro. Poglejte, kaj nas čaka. Jajce je bilo potopljeno v kisu čez noč 12 ur, to je približno ali pa natančno pol dneva. Zdaj pa me zanima, kaj se je z njim zgodilo. Okrog so se dobrale take alge, ostanki nečesa. Preden pa vam pokažem končni rezultat, moram jajce še dobro obrisati. In sedaj, za vse tiste, ki verjamete, da se jajce ne stisne, če ni mehko kuhano, je tukaj dokaz. Poglejte, kot slime. Pa morda poglejmo še, kaj se zgodi v notranjosti. Prav nič. Jajce ostane celo. Pa dober tek! Ste videli, kaj se je zgodilo? Stisnili smo jajce z 2 prstoma, pa ga sploh nismo skuhali. Kaj se je zgodilo? Kis, alkoholni kis za vlaganje, vsebuje ogromno kislin. Lupina jajca pa je sestavljena pretežno iz kalcija. Tole, kar smo videli, alge, pravzaprav niso alge, smeti in nagnusne stvari, so tisto, kar v lupini ni kalcij. Kalcij pa se je raztopil in jajce je postalo mehko. Zakaj pa se notranja mehka lupina ni raztopila? Zato, ker ni iz kalcija. No, sedaj veste. Marley, kaj? Spet si nama nekaj pripravil, vidim, ha? Igra za kljukice in kozačke. Kaj, če bi dal ti tole kljukico ven? Ja? Res. Pa da bi mi tebe kaj razumeli? Igra z kljukicami in kozački. Aha, dobro.
kljukico moraš, kot si videla, dati usta med zobe. Ja, In vse kozarčke preložiti v tega, ki stoji v tega, tukaj. se pravi, imava 10 kozarčkov, 9 jih morava pa preložiti sem. Dobro. Čakava samo še na svoj znak. Signal. 4, zdaj. Zmagala si! Si se namučila. Zelo in naslinila. In en kozarček sem izgubila, tako da Težka si res, igra. to pravi zmagovalec. Ja. Bravo! Dobra igra! Priporočam. V enem izmed najbolj skritih kotičkov Pohorja, daleč od vasi in velikih kmetij, daleč od cest in kolovozov, je na valoviti planoti stala majhna, vegasta, iz smrekovih brun zgrajena in sivimi borovimi skodlami prekrita koča. Sreča, da ni stala na vetrovnem kraju, sicer bi jo viharji že odpihnili. Že tako je zastokala ob vsakem najmanjšem sunku vetra. V njej je prebival siromašen kočar. Ni bil star, saj še oženjen ni bil, toda garati je moral za 2, kajti njegova zemlja je bila tako skopa, da se je na njej komaj in komaj preživljal. Redil je mršavo kravo in hodil drvarit. Če bi skrbel samo zase, bi bilo še nekako, toda vsak dan je moral nahraniti še ena lačna usta, če tudi ni imel družine. Pred kočo je rasel hrast. Koliko let je že stal tam, ni vedel nihče, kajti bil je tako debel, da ga niti 3 možje niso mogli objeti. In bil je že ves izvotljen. V hrastovem duplu pa je prebival sam vrak. Sicer ni bil hudoben, toda za ubogega kočarja dovolj nadležen. Prisilil ga je, da mu je prinašal hrano. Kočar je zvesto skrbel zanj, čeprav je tudi sam bil večkrat bolj lačen kot sit. Odarnjav pa ni. Vdal se je v svojo usodo in jo potrpežljivo prenašal. Kočarjevo vedenje je bilo vragu očitno zelo všeč, kajti nekega dne, ko mu je kočar prinesel kos trdo prisluženega rženega kruha in dlatvico kislega mleka, mu je vrag prijazno rekel: Že dolgo mi zvesto strežeš, reči moram, da se mi pri tebi ni godilo slabo. Večno pa ti ne moram sedeti na vratu. Šel bom proč in poiskal koga drugega, ki bo skrbel za moj želodec. Kočarju je od veselja poskočilo srce. Nazadnje bo torej rešen te nadlege. Svojega veselja pa vseeno ni upal pokazati, da bi se vrag kako ne premislil in ostal. Povej, kaj naj ti dam za plačilo, ga je presenetil vrag. Kočar ni vedel, kaj naj reče. Kako naj hipoma izračuna, koliko je bila vredna hrana, ki je dajal vragu. Zato je samo skomignil z rameni. No dobro, če ne veš, kaj bi zahteval, ti bom dal zlato gosko. Toda zapustiti moraš dom in se z gosko pod pazduho napotiti po svetu. Vrag je zapustil vetlino v hrastu in odšel čez planjavo. Po komaj opazni stezi je izginil v gozd. Kočar pa je povezal nekaj svoje revščine v culo, rahlo stisnil zlato gosko pod pazduho, zapahnil vegasta vrata na vegasti bajti in odšel po svetu. Hodil je dolgo, dolgo. Bil že pošteno utrujen, ko je prišel do podnožja Pohorja. Tako čudna sla ga je gnala naprej. Malo je počival,
Pustil Gosko, da se je napasla in napila, si v hladnem potoku osvežil noge in znova krenil dalje. Šel je in se na večer ustavil v neki vasi. Zdaj je bil že pošteno utrujen in ničesar si ni želel bolj kot postelje, kjer bi se mogel pošteno naspati. Zavil je v vaško gostilno. Gostilničar je imel 3 hčere. Brž, ko so zagledale Zlato Gosko, se za kočarja niso niti več zmenile. Samo v Gosko so gledale. Ah, kakšna lepa Zlata Goska, je rekla prva. Nikoli še nisem videla take Goske, je modro dodala druga. Kje si dobil tako lepo Gosko, je bila radovedna tretja. Prosile so kočarja, naj jim Gosko proda, ponujale so mu zanje mnogo zlata, on pa je ni hotel prodati. Podelil je z Gosko skromno večerjo in se nazadnje odpravil spat. Sam je zlezel v posteljo, Gosko pa je postavil na tla. Tako je bil utrujen, da ga še spanec ni takoj premagal. Ko pa je zaspal in spal je tako trdno, da ni slišal, kako so se 3 gostilničarjeve hčere priplazile k vratom v njegovo sobo. Tudi Goska jih ni slišala, ker bi sicer zagagala. Če nam nočeš Goske prodati, Teslo kočarsko, ti jo bomo pač ukradle, so sklenila dekleta. Najstarejša je položila prst na usta, se ozrla po sestrah in potihoma odprla vrata. Druga za drugo so se splazile v sobo. Brž so zagledale Gosko, ki se je svetlikala skozi nočni mrak. Neslišno so se pritihotapile k njej. Tedaj pa se je zgodilo nekaj, kar so najmanj pričakovale. Ko so se dotaknile Zlate Goske, se niso mogle več odtrgati od nje. Čudna čarovniška moč je vse 3 priklenila na Gosko. Pa tudi z mesta se niso mogle več premakniti. Joj, kaj bo zdaj? Se je potihoma prestrašila najmlajša. Kakšna sramota, če nas zalotijo v takem položaju, je šepetaje vzdihnila srednja. Pst, jo je opomnila najstarejša. Najboljše bo, če ostanemo čisto mirne. Ne smemo kričati. Potrpimo do jutra, potem pa se bo že videlo, kako in kaj. Tako so torej vso noč stale ob speči Goski. Nazadnje se je zdanilo in Goska se je zbudila. Vse Goske se zgodaj sprebujajo. Ozrla se in zagledala 3 gostilničarjeve hčere, ki so se ji držale in se niso mogle prestopiti. Ga, 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 ga! Mladi pohort se je predramil, pomencal si je zaspane oči in sedel na rob postelja. Začudeno je nekaj časa opazoval nenavadni prizor pri oknu. Potem se je zasmejal na vso grlo. Ha, 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 ha! Ga, 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 ga! Se je zasmejala tudi Goska. Ha, ha, ha! Ga, ga, ga! Bog ve, kako dolgo sta se še tako smejala kočar in Goska. Toda sonce je hitro lezlo iz obzorja, naredil se je svetov dan. Treba je bilo dalje po belem svetu. Ne, da bi se zmenil za gostilničarjeve hčerke, ki so se mogle utrgati od Goske, je pohort skrenil po cesti. Ljudje, ki so ga srečevali, so se začudenem obračali za popotnikom in se smejali na ves glas. Pot jih je pripeljala skozi sosednjo vas, kjer je neka kmetica ravno pekla kruh. Ko je na cesti zaslišala smeh in vreščanje, je z omelom v roki priletela iz hiše. Njej pa se vse skupaj ni zdelo tako smešno, kakor drugim. Razjezila se je na kočarja, ki je vodil za seboj gostilničarjeve hčerke, prilepljene na Zlato Gosko. Skočila je za njim in začela z vso silo udrihati z omelom po njem. On pa se ni zmenil za ženino jezo, kajti kaj kmalu se je zgodilo, kar je pričakoval. Brž, ko se je omelo dotaknilo Goske, se tudi kmetica ni mogla več odtrgati. Morala je s kočarjem, pa še je še tako kričala. Tako so šli dalje po svetu. Kočar Zlato Gosko pod pazduho, 3 gostilničarjeve hčerke in še kmetica, ki ni mogla izpustiti omela. Nazadnje so čez 7 hribov in dolin, čez 7 rek in gozdov prišli v daljno deželo. Mladi pohorski kočar še nikoli ni bil tam, zato tudi ni vedel, kaj se v njej dogaja. Dogajale pa so se velike reči. Deželi je vladal mogočen kralj. Vsega je imel dovolj,
kakor pač imajo vsi kralji. Ni mu manjkalo ne vinca, ne dobre jedi, ne lepih konj in koči in tudi ne graščine in lovišča. Skratka, vse mu je bilo na voljo. Pa ga je vseeno razjedela huda skrb. Imel je hčer lepo, kakor sončna luč. Ni se znala smejati. Kaj vse so na kraljevskem dvoru poskusili, da bi se iskreno nasmejala, prešerno in glasno, kakor se smejo dekleta njenih let. Vse zaman. Kraljična je bila vedno enako žalostna, za mizo in na sprehodih, če se je pogovarjala ali molče sama sedela na balkonu kraljevskega gradu. Z njo vred so bile slabe volje kralj in kraljica in cela njuna služničad. Grad je dan na dan ždel miren in tiho beli cesti, kakor da nihče ne prebiva v njem. Nekega dne pa se je vse grajsko poslopje na mah prebudilo iz otrplosti in hladnega miru. Po vseh sobanah in še daleč po vrtu se je nenadoma razlegal razposajen, vesel, iskriv, dekliški smeh. Vse je hitelo na kup, kajti po glasu so spoznali, da se smeje molčeča in žalostna kraljična. Smejala se je iz vse duše. Kakor navadno je tudi tisti popoldan sedela na balkonu in se predajala sonce, ki je tako lepo sijalo. Prvo sta na balkon prihitela kralj in kraljica, za njima pa dvorjani in služničad. Kakšen čudež se je zgodil, da se kraljična tako smeje iz srca. Ko sta jo vprašala oče in mati, zakaj se tako lepo smeje, jima sploh ni mogla odgovoriti. Le s prelepo ročico je kazala dol proti cesti pred gradom. Vsi so se ozrli tja in zagledali res smešen prizor. Po cesti je stopal revno oblečen kmečki človek, ves prašeno dolge poti. Pod pazduho je stiskal zlato gosko, goske pa so se držale 3 dekleta, druga za drugim, za njim pa je sopihala debela kmetica in se oprijemala omela. Molče je smešna grupa mahala mimo grada. Stojte, je takrat zaklical vesel kralj. Stojte, obrnite se in pridite v grad, pomeniti se moram z vami. Le kdo bi se upal upirati kralju? Kočar že ne. Krenil je torej v grad z gosko in ženskami vred. Bil je začuden, ampak kralj mu je razložil, zakaj je tako. Edino hčer imam, edinega otroka, je rekel. Vse življenje se še ni nasmejala, nikoli ni bila dobre volje. Vse, kar sem poskusil, da bi jo spravil v dobro voljo, je bilo zaman. Zato sem razglasil po vsej deželi, da jo dam za ženo tistemu, ki jo spravi v smeh. Tebi se je to posrečilo. Vzemi si jo torej, mislim, da ne bo preslaba. Tega ne bi mogel reči, je rekel kočar. Saj na vsem Pohorju še nisem videl tako lepega dekleta. Ne vem pa, če sem je vreden, saj nisem mu spravil smeh namenoma. Ničesar nisem vedel o vašemu razglasu, milostljivi gospod kralj. To ni važno, je rekel kralj. Pripravil si mojo hčer do tega, da je spoznala smeh, dobro voljo, meni in kraljici pa si vrnil nekdanjo srečo. Menim, da je tudi tebi všeč tale pohorski fant in da se ga ne braniš za moža. Kraljična je samo sramežljivo prikimala. Tisti hip so se vse 4 ženske odlepile od goske, ki je veselo zagagala. Poroka je bila nekaj dni pozneje. Bila je hrupna, kakor vse kraljevske svadbe. Mladi pohorc pa je nanjo povabil tudi kmetico z omelom in 3 gostilničarjeve hčere. Zgodaj zjutraj Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse 3. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep dan se nam obeta.